Nogometaši Domžal so v 28. kolu prve lige Telekom Slovenije še drugič v sezoni gostovali na svojem stadionu v Športnem parku. V vlogi domačina so bili Radomljani, ki so po 6 porazih na zadnji medsebojni tekmi slavili z 2-0. Trener Simon Rožman je v primerjavi s prvo tekmo polfinala slovenskega pokala proti Krki v udarni enajsterici storil le eno zamenjavo. Napadalca Alena Ožbolta je zamenjal Ivan Firer, ki se je na zadnjih 2 tekmah vpisal med strelce. Tekmo, ki je potekala v duhu dneva čistega športa, torej boja proti dopingu in širitvi ideje o čistem športu, so sredine igrišča začeli domačini, ki so imeli tudi prvo priložnost. Do nje so prišli v 14. minuti, ko je Kristjan Šipek poslal predložek v kazenski prostor, tam se je odlično znašel Luka Gajić, žogo podal do Josipa Baliča, ta pa je z voleja meril mimo desne vratnice. 10 minut pozneje nevaren predložek Balkovca, nekoliko prenizek je bil Dobrovoljc. 40. minuta Jure Matjašič do Jana Repasa, žoga pa je oplazila desno vratnico vrat Aljaža Ivačiča. In še 2 minuti pozneje predložek Široka, Matjašič odlično s prsmi za Vetriha, obramba Ivačiča, akcijo je nadaljeval Jure Matjašič, odlično preigraval, podal v sredino, do strela Husmani, žoga se je odbila do Firerja, na koncu pa je izkušeni napadalec streljal mimo desne vratnice. Prvi polčas se je tako končal brez golov, torej z izidom 0-0. V drugem delu prva priložnost za Domžalčane v 49. minuti, s podajo je poizkušal Matjašič, domači so odbili do Repasa, njegov strel pa je odbil Aljaž Ivačič. 54. minuta skok Firerja, potem pa grd prekršek Ejupa nad Repasom in Roberto Ponis je pokazal neposredni rdeči karton nogometašu Radomelj. Torej Domžalčani so več kot pol ure igrali z igralcem več. 57. minuta, Vetrih za Batroviča, Jazbec je odbil, Ivačič pa je preprečil vodstvo Domžalčanov. V 61. minuti Širok v sredino, Majer je žogo spravil do Repasa, ta pa je streljal za las mimo desne vratnice. V 66. minuti je z roko na robu kazenskega prostora igral Gajić, prosti strel je izvedel Balkovec, domači so odbili do Repasa, otrok Domžal je poslal predložek v kazenski prostor, tam pa je z roko igral Jazbec in Domžalčani so prišli do 11 metrovke. V 69. minuti jo je uspešno izvedel Ivan Firer in popeljal Domžalčane v vodstvo z 1-0. Tretji gol Firerja na zadnjih 3 tekmah. 5 minut pozneje pa samostojen prodor Gajića. Pri njegovem strelu se je žoga odbila od Blažiča in končala v mreži Domžal za izenačenje na 1-1. Domžalčani so potem pritisnili v 81. minuti predložek Balkovca, žoga je prišla do Batroviča, ki je poslal predložek pred vrata, tam je dobro skočil Blažič, ki je z glavo za las meril mimo leve vratnice. V 87. minuti Vetrih do Majerja, ta je uspešno prodrl v kazenski prostor Radomelj, lepo je žogo namestil Firerju, ta je močno sprožil na golovi črti, pa je s pomočjo prečke v kot odbil Jakovljevič. Sledil je kot Majerja, z glavo je streljal Dobrovoljc mimo gola in ostalo je pri zidu 1-1. Čestitke ekipi Radom za osvojeno točko. Kar se nas tiče, zelo zaspan prvi polčas, neangažiran, nekvaliteten. V drugem polčasu smo poskušali nekako dvigniti ritem, tudi zadeli, spet kar nekaj izrazitih priložnosti. Po drugi strani prejeli zelo poceni zadetek in enostavno enih stvari so zame nedopustne in se bo treba marsikaj vprašati. Domžalčani bodo sezono nadaljevali na novomeškem Portovalu, kjer bodo v torek ob 16:30 odigrali drugo tekmo polfinala slovenskega pokala proti Krki. Na Dolenjsko se odpravljajo s prednostjo 2 golov z prve tekme.